Lepo pozdravljeni. Vesela sem in zadovoljna, da je z menoj danes tudi gospod Oman, kateremu smo prav tako poslali ta naš predlog zakona in ga vprašali tudi za njegovo mnenje, glede na to, da večkrat kot moder, prekaljen politik izraža svoja stališča glede sprave oziroma naše zgodovine. Kot veste, je Nova Slovenija pripravila nov zakon o urejanju prikritih grobišč in dostojnem pokopu. Ta zakon smo napisali na novo in ne odpravlja zakona o vojnih grobiščih, pač pa samo dopolnjuje to tematiko, to problematiko, kajti ugotovilo se je, da obstoječi zakon o vojnih grobiščih žal ne ustreza in po njem ni mogoče izvajati vsega tega, kar je potrebno pri urejanju prikritih grobišč in za dostojen pokop vseh žrtev. Prvotno smo sicer nameravali novelirati obstoječi zakon, vendar ko smo našo novelo zakona poslali zainteresirani javnosti, so se nam oglasili člani komisije za prikrita grobišča, ki so nam povedali, da pač enostavno obstoječega zakona ni mogoče izvajati in zato je boljše, da naredimo nov zakon. Na podlagi njihovih predlogov in sodelovanju z njimi, predvsem s Ferencem in Jamnikom, smo dodelali nov predlog in tudi naredili smo tudi primerjave, kako imajo to problematiko rešeno v drugih državah in na podlagi tega je nastal nov predlog zakona. Predvsem razmejujemo pristojnosti med različnimi ministrstvi za kulturo, za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, katerega pristojnosti je to področje. Hkrati pa v to področje tudi sega zakon o varovanju kulturne dediščine in posmrtne ostanke, ki so stari več kot 50 let, tudi definira kot arheološke ostanke. To pa je povzročalo veliko težav pri delu komisije. Mi v novem zakonu dajemo tudi večji poudarek komisiji, ki jo imenuje vlada, ki je strokovno sestavljena iz strokovnjakov različnih strok in tudi iz zainteresirane javnosti. Ta komisija pripravi program, ki ga da potrditi vladi in vlada zagotovi tudi sredstva za izvajanje letnega programa. Mi smo zaenkrat predvideli, da bi letna sredstva za to bila v okviru 1 milijona evrov. Seveda v enem letu ne bomo rešili vseh problemov, ampak je to treba postopno nadaljevati z delom. Vemo, da je v Sloveniji evidentiranih okrog 600 grobišč, prikritih grobišč. Žal je eno samo zapisano v register grobišč in prav zaradi tega ta grobišča niso niti varovana, ne zaščitena, ne označena, ne vnešena v prostorske načrte, zato se pač tam lahko počenja karkoli si kdo želi. Torej dejstvo, da obstoječi zakon ni zadosten, nam je narekoval to, da smo se lotili pisanja novega zakona, ki te probleme rešuje. Sedaj sem se sestala že z vsemi poslanskimi skupinami, danes tudi z SDS. Večini poslanskih skupin so menili, da imamo dovolj dober zakon, da se zakon samo ne izvaja, vendar povedala sem vse okoliščine, zaradi česa smo mi predlagali nov zakon in da ta zakon rešuje probleme, ki ga pač prejšnji zakon ne rešuje. Tako smo se dogovorili, da bodo do konca meseca dale poslanske skupine svoje morebitne predloge. Tako smo se danes dogovorili tudi z SDS-om, tako da pričakujem konstruktivne predloge in potem sprejem v parlamentu. Seveda bomo tehtne pripombe za izboljšavo zakona vnesli v ta predlog in potem vložili v proceduro.
Zelo sem zadovoljna, da smo dobili tudi izjavo Komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, ki ji predseduje Jože Dežman, in ta komisija je na svoji seji, mislim, da 27. januarja, sprejela stališče, da večinsko ta zakon podpira in da je dobra podlaga za reševanje tega vprašanja. Prav tako imam tudi pozitivne odzive z nekaterih drugih skupin zainteresirane javnosti. Predvsem pa želimo, da vendarle izpolnimo civilizacijsko normo, pokopljemo mrtve, kajti vsaka oseba ima pravico do groba in spomina. To je zapisano v ženevskih konvencijah in nenazadnje je to naša civilizacijska norma. Mislimo tudi, da je prav to lahko eden od korakov pri uresničevanju sprave oziroma pomiritve v slovenskem narodu, vendar poudarjam, da ta zakon ne rešuje vseh problemov. In zato tudi smo zapisali, da ta zakon se ukvarja s prikritimi grobišči, dostojnim pokopom in vse, kar je v zvezi s tem, medtem ko druge strokovne službe, zgodovinarji, kriminalisti, raziskovalci morajo pa svoje delo opravljati naprej. Zdaj 70 let po vojni, nekatere priče pobojev še živijo, nekateri še vedo, kje se je kaj dogajalo, zato menimo, da je tudi skrajni čas, da jih poslušamo, da tudi oni povedo to, kar pač vedo, in na ta način bomo tudi lažje prišli do resnice.